Me pa zanima, kakšna je razlika med to zakonsko terapijo, ker sta dva tam, pa imata konstantno ta ping-pong, oziroma tenis igrata, to si ti, to sem jaz sem tukaj, ti si to. Koliko je pa tega individualnega dela, da se to vse razpuca in da si čim bolj, tako kot sem prej rekel, funkcionalen človek v vseh aspektih, ki jih življenje od tebe potrebuje. Ja. Zdaj, na partnerski terapiji je klient ni ona, ne on, ampak je klient njun odnos. In mi ne spreminjamo ne njega, ne nje, ampak spreminjamo njuno interakcijo. Okay. Posledično moramo spremeniti vsakega. Ampak je, veste, ker nos je sestavljen iz njih dveh. To je res, ampak veste si tudi, ki smo se pa mi v osebe nekako oblikovali. Veste, smo se v nekih primarnih odnosih in so nas ti odnosi zelo močno zaznamovali, tako da veste, tudi to, kakšen individuum sem jaz, to ni kar tako nastalo z neba padlo, ampak sem jaz, ti plusi in ti minusi so v enem odnosu nastali. In zato je recimo zelo, zelo, zelo pomembno, da tam ustvarimo en varen prostor. Seveda so stvari ene izjemno individualne. Veste, če ima ona neke strahove, on neke strahove ali pa neke bolečine, seveda ne bomo delamo z njim več, delamo z njo več, ampak jaz ne vidim težave, če sedi on zraven nje, tudi če celo uro ona govori. Pogoj moj pa je, a se ona počuti varno, čustveno varno, da te stvari pred njim razkriva. Ali pa on pred njo. Namreč prednost tega je, vse, kar bo ona ali on povedal na terapiji, tudi drugi zakonec, partner sliši in lahko s tem ima možnost, da razvije neko empatijo do partnerkinih vsebin, bolečih vsebin. Ker kaj je zdaj bistvo terapije ali pa bistvo terapije nekih bolečih, preteklih stvari, ki človeka dela nefunkcionalne, dati empatijo v tiste pretekle stvari, kjer je bilo premalo empatije. Recimo, ne vem, je bil nekdo veliko, kako bi rekli, prezrt v družini, enostavno, a ga lahko terapeut, partnerka v tej prezrtosti slišita. In tem rečemo attachment injuries, poškodbe navezanosti, ki so vezane na preteklost. Rečemo, se preteklosti ne moremo spremeniti. Neposredno ne. Ampak če pa recimo se zdaj on sedi zraven nje pa reče, tako si se sama počutila, pa vprašaš moža, kaj čutite ob tem? Ja, meni je hudo mi je, da je ona tam, ne vem, ko se mi zdi ona, ne vem, mislim, imeti takega otroka, si predstavljam, kako je bilo ona, mislim, to je čudovito, to si lahko kot starš sam navdušen, in da so njo pol sekirali zaradi neke take stvari, in ona njega gleda, pa reče, ja, si ti zdaj malo hecuš? Ja, ne, čisto resno mislim. In jo ona kar dobi solzne oči, a ti to resno? Ja, meni se zdi tako. In ona reče, ona tisto uro, kje bo ona, kaj njega kritizirala zaradi neke stvari, ki sta ona dva tja prišla. Bila je slišana pa razumljena. Točno to. In druga stvar je, njej ni treba več razlagati, da on zmore biti empatičen, da do nje, in to je, in tega jaz kot terapeut ne morem toliko njej dati, kot lahko on njej da. Zato je dejansko, on je tukaj, če zdaj govorimo, da je ona izpostavila neke boleče stvari iz preteklosti, on je tukaj kot, v bistvu jaz sem njegov pomočnik, v bistvu zakonca terapeuta drugemu, seveda, če so pa odzivi nesočutni, pa je pa to kontraučinek. Tako da nikoli ne greš ti partnerke pred drugim odpirati, če ti nimaš 100% garancije, da je varno.